končali smo pri protireformaciji na hitro in smo povedali, da se je takrat začel med katolikani misijon, oni so šli na daljni vzhod, pa tudi seveda v Južno Ameriko in tako naprej. No, ampak naslednja doba, ki se mi zdi zelo važna, se nam pa tako poimenoval, čez prebojenje misijonov. Tukaj bi par besed o Johnu Wesleyju moramo spregovoriti. No, on je bil anglikanski duhovnik. Pravzaprav je bil anglikanski duhovnik do smrti, čeprav je štartil metodistično cerkev, ampak je ostal anglikanc. Na njegovo duhovno rast ključno je vplivalo srečanje s temi moravskimi brati. To je skupnost, ki je preživela od teh čeških bratov iz 14. stoletja, preživeli so v Herrnhutu, v današnji Nemčiji, ker še zdaj funkcionirajo. No, ampak oni so me zelo tako živo, intenzivno duhovnost, seveda duha so zelo sledili in tako. No, in pri branju, mislim, da je bilo tudi nekaj v zvezi z Lutherovim komentarjem pisma Rimljanom in doživel spreobrnenje. In on je takrat začel skupaj z enim krogom svojih prijateljev so začeli prvič pridigati izven cerkva. In to je bil velik škandal takrat, ker to se je zdelo nespodobno. Ampak so začeli pridigati, predvsem so pridigali revnim delavcem, tukaj, to smo v 18. stoletju smo, se pravi je tam začetek industrijske revolucije in tako naprej. Predvsem tem ljudem so pridigali in dejansko bo začel močno delovati prek njih in so se ljudje začeli masovno spreobračati. No in oni so imeli tudi koncept majhnih skupin, ki rastejo, ki se delijo in tako naprej in ki tudi delujejo nekoliko v določenih metodah, zato je ta cerkev, to je bila zmerljivka najprej, so oni metodisti. Eno od takih zelo pomembnih njegovih učenj je učenje o celovitem posvečenju, ono tudi temu, kot je rekel, krščanska popolnost. Namreč tako, to je zdaj kot drug del te doktrine, da je človek upravičen tako iz vero, je potem Wesley videl potrebo, da se reče, ja, obstaja pa druga stvar, ki pa je posvečenje, ki pa je proces, ki pa se ne zgodi takoj z upravičenjem, ampak je proces. In on je zagovarjal, in to je seveda tudi potem povzročil kontroverzo, je zagovarjal, da človek lahko doseže nekaj, čemur se reče krščanska popolnost. To ni brezgrešnost v nekem absolutnem smislu, ampak je stanje, ko je človek svoboden greha, ker res hod v milosti, ker hod v svetem duhu in tako naprej. In to je potem, iz tega je celo gibanje, ki se mu reče, gibanje posvečenja, Holiness Movement v 19. stoletju se iz tega ven razvilo, predvsem v Ameriki. No, ampak Wesley je pomemben zaradi tega prebojenja, ki ga je štartil v Angliji. In njegov prijatelj George Whitefield, tudi Anglež, je predvsem delal v Ameriki. No, in tle je en tak tipičen podoben, kako je to zgleda. Pač nekdo je pridigal od zunaj, ljudje so poslušali, ljudje so se spreobrnili in ljudje so prišli k Kristusu. Tukaj, to je začetek teh prebojenj, o katerih tudi danes govorimo. In ta prebojenja so pa seveda tudi med protestanti šele takrat dejansko sprožila razumevanje, da je treba tudi iti v misijo, da je treba iti tja, ker Kristus še ni bil znanjem. Dejansko so tukaj prav moravski brati, te, ki sem jih prej omenil, so bili prvi, ki so začeli pošiljati misionarje recimo k indijancem v Ameriko in tako naprej. No, ampak potem se je pa dejansko šele v 19. stoletju se je to začelo in tle imam pa še en primer tega. Dejansko, ja, takrat v Indiji vemo, da se je širilo. Pa tudi med takimi, se pač nekatere so pojedali. No in takrat tudi še v tem času, spet povezan s tem misijonskim gibanjem, je pa dejansko se je tudi gibanje, potreba po Biblijah se je pojavila novo in zaradi tega so ustanovili svetopisansko družbo v Angliji. In za množično tiskanje v našem prostoru in za prevajanje med raznimi narodi. Če gremo naprej, potem naslednja točka, ki bi jo omenil,
v bistvu izhaja ven, se je razvila ven prav iz tega holiness movementa in se pa imenuje, kot verjetno veste, binkošno gibanje. In to je ena, po mojem, zelo pomembnih seglov, gradnikov v cerkvi danes. Ker je začetek je v Los Angelesu, Azusa Street prebojenje 1906, ampak zdaj ugotavljajo zgodovinarji, da so se zelo podobna prebojenja zgodila še na par drugih mestih po svetu, čisto neodvisno. In zdaj značilnosti binkošnega gibanja so seveda poudarek na svetem duhu, manifestacije svetega duha, ki so lahko kontroverzne tudi, govorjenje v jezikih preroštva, ampak originalno so bile za nas zelo poudarjene tudi spreobrnenja. Tam pravijo, da tam na tej Azusa Street, da so ljudje dejansko hodili po ulici samo mimo. Tam, kjer bogoslužje je bilo v enem takem, ne vem, puščeni tovarni ali nekaj takega. Zdaj so hodili po ulici in so začutili moč svetega duha in prepričanje o grehu in so začeli spovedovati grehe. Se pravi, je bil ta poudarek je bil zelo jasno zraven. In seveda binkošnike so najprej vse denominacije so jih napadle. Vse po vrst. So jih označili, prav so dokumenti, ki so označili, da je to od hudiča in vse to. Tako, ne. Ampak počasi se je to začelo spreminjati in jih se počasi najprej so te bolj evangelijske cerkve, nekatere začele tolerirati. Potem pa tudi tradicionalne protestantske in v 70-ih letih tudi katoliška cerkev. In danes je vseh raznih binkošnih ali pa karizmatičnih kristijanov je okrog 600 milijonov na svetu. In to je definitivno najhitrejši rastoč del cerkve. Se razmišlja, da je treba ta binkošna pa karizmatična gibanja kot neko četrto vejo imati, se pravi, poleg recimo katoliške, pravoslavne, tradicionalne, protestantske, treba karizmatike posebej obravnavati, ker so v marsičem drugačni. No pa še eno zadnjo točko imam čist današnje stanje, v bistvu dve glavni misli, s temi pravzaprav želim zaključiti. In eno je, zdaj to enotnost cerkve, pa tle ne mislim samo na ekumenizem, ampak dejansko je zdaj tako, da živimo v času, ko smo kristjani, zdaj če vzamem celoto krščanstva, smo kristjani bolj enotni, kot smo bili kdajkoli prej v zgodovini. Prav v tem smislu, koliko smo se pripravljeni pogovarjati med sabo. Dejansko še pred 100 leti so bili zidovi že med različnimi protestantskimi cerkvami, med različnimi evangelijskimi cerkvami so bili zidovi visoki do nebes, v tem smislu, da so en drugega pošiljali v pekel. Sploh pa pol še med katoličani pa ostalimi. No, ampak v 20. stoletju smo videli tle premik. Jaz mislim, da je kar dober razlog, zato sta bile 2 svetovne vojne. Pa po drugi strani sekularizem, in smo vsi ratali malo bolj ponižni. Kaj je to sekularizem? Sekularizem je to, da večina družbe sistematično zavrača Boga in karkoli v zvezi z Bogom, se pravi, da je treba pač cerkev umakniti iz javnega prostora, Biblijo umakniti, Boga. Prav to ne krščansko, ne verujoče prepričanje, kot temelj družbe, ki se zagovarja. No in tle imamo recimo 2 taka dogodka. Na levi je ustanovni zbor Sveta krščanskih cerkva, to so predvsem razne protestantske cerkve organizirale 1948, se pravi po drugi vojni. Katoličani imajo tle status opazovalca. Se pravi, so tako na pol zraven. Drugi vatikanski koncil je seveda katoliški interni koncil, ampak je prvič priznal, da obstajajo tudi neki ločeni bratje, se pravi, ki so protestanti. In eno dokumentov celo zanimivo reče, ti bodo rešeni po veri. Se pravi, katoliška cerkev je z drugim vatikanskim koncilom je naredila, v bistvu je
če lahko rečemo, s par stoletno zamudo je odgovorila na te izzive, ki jih je Luther dal, ker drugi Vatikanski koncil je eksplicitno dovolil in zahteval bogoslužje v domačem jeziku, zahteval je prevajanje svetpisem v domače jezike in prvič je tudi priporočil katoliškim laikom, da sami berejo svetopismo. So bili zelo veliki premiki. Tako da to je recimo ena stvar, je zdaj ta, da če gledamo res zdaj nazaj, skozi 2000 let, so zidovi med različnimi cerkvami danes veliko bolj prepustni, pa veliko manj napadalni. No. Druga stvar, ki je pa mogoče je treba povedati, je pa to, da se je cerkev premaknila na globalni jug. To pa je dejansko stvar zadnjih 50 let ali pa še manj mogoče. Ampak, če bi danes naredili popis krščanstva po svetu, je večina krščanstva na južni polobli. V Afriki, v Južni Ameriki, delno v Aziji tudi. In zdaj se pravi, dejansko krščanstvo danes ni več zahodna religija. Bila je tam nekje od 13. stoletja, ampak zdaj ni več. Zdaj je krščanstvo afriška religija, južnoameriška. Večina krščanstva je tam in tudi tam krščanstvo raste. Cerkve rastejo tam veliko bolj. V Evropi še zmeraj pretežno upada in se restrukturira. So tle različni razlogi, seveda, nekateri so čist demografski, pač ljudje imajo več otrok v Afriki, ampak so tudi drugi. No, to južno krščanstvo je nasplošno veliko bolj karizmatično. Kjerokoli, katoliško, anglikansko, pač te karizmatični elementi so tam nekako naraven del skoraj vseh cerkva, tudi tradicionalnih. Ne. In ja, pojavljajo se tudi potem razna trenja med krščanstvom na jugu pa na severu. Ne, ker sploh v tradicionalne protestantske cerkve se znajo biti na severu zelo liberalne, v tem smislu, da sprejemajo razne predstave iz sveta, medtem ko na jugu te iste cerkve so pa bolj tradicionalne oziroma tudi bolj biblijske. Recimo prav anglikanska cerkev se je tle razklala na tej osi sever-jug. Ja, tako v bistvu smo zdaj prišli do konca tega pregleda. Ja, lahko se na koncu vsak vpraša, zdaj to je zdaj velika zgodba, na hitro smo malo preleteli, kaj se je dogajalo, kaj je Jezus delal med svojimi učenci, kakšni problemi so bili seveda. Ampak vsak od nas se mora se vprašati, no, kje sem zdaj jaz, kako zdaj jaz to zgodbo dobro nadaljujem danes, se pravi julija 2019 v Sloveniji. To je za nas vprašanje, to vam dam tako za razmislek za naprej.